Evropska komisija. Pospešite strukturne reforme. Priporočila Evropske komisije. S strukturnimi reformami okrepiti proračunsko strategijo. Zagotoviti boljšo vzdržnost pokojninskega sistema. S plačnimi in zaposlitvenimi ukrepi do novih delovnih mest. Objektivno oceniti slabe bančne terjatve in sanirati banke. Reformirati regulacijo poklicev. Skrajšati sodne postopke. Zagotoviti boljše upravljanje in privatizacijo državnega premoženja. Zagotoviti učinkovito prestrukturiranje prezadolženih podjetij. Evropski komisar za gospodarske in denarne zadeve Olli Rehn v zadnjem poročilu. Država se je učinkovito lotila zmanjševanja primanjkljaja v BDP-ju. V prvih letih bo veliko dela. Zaskrbljujoče je stanje podjetij. Še naprej bomo podrobno spremljali Slovenijo. Evropska komisija. Slovenski BDP bo v letu 2014 spet padel za 1%. Evropska centralna banka. Stresni testi po istem kopitu. Evropska komisija prepreči prenos prvega svežnja slabih terjatev na družbo za upravljanje terjatev bank. Zahteva neodvisni zunanji pregled kakovosti aktive slovenskih bank in nove stresne teste. Mario Draghi, predsednik Evropske centralne banke, pred pregledom bank v območju evra, ki se bo začel izvajati novembra. Če morajo banke pasti na stresnih testih, pač morajo pasti. Tu ni nobenega dvoma. Jože P. Damjan, ekonomist. Nismo dobili odgovora na to, ali se bodo pri testiranju odpornosti slovenskega bančnega sistema uporabile enake predpostavke kot za druge države. Mednarodni denarni sklad. Poraženci so mladi. Poudarki misije Mednarodnega denarnega sklada. Vloga države v gospodarstvu pogosto ni preveč transparentna. Ni normalno, da banke upravljajo trgovino. Javni sektor ne služi državljanom, kot bi moral, in ni najbolje organiziran. Poraženci v Sloveniji niso upokojenci, temveč mladi. Stečajna zakonodaja je neučinkovita, postopki prepočasni. Mednarodni denarni sklad. Slovenski bruto domači proizvod bo v letu 2014 spet padel za 1,4%. Antonijo Spilimbergo. Vaša trojka, Triglav, predsednica vlade Alenka Bratušek, minister za finance Uroš Čufer in guverner Banke Slovenije Boštjan Jazbec zagotavlja, da lahko težave reši sama. Zaključek. Katera trojka bo reševala Slovenijo? Slovenska ali tuja?